starši, delavci šole, osmošolci in sedmošolci. Kar težko je verjeti, da je to naše zadnje sninec. Vstopili smo v šolo neprijeni, radovedni in danes izstopamo učeni. Sicer ne v popolnosti, pa vendar moramo reči, da vsak izmed nas odhaja z občutkom, da smo v teh 8 letih veliko pridobili. Ne samo znanja, ampak veliko več. Izoblikovali smo se v osebnosti. Malo truplo, velika glava, to je naša Maja Zala. Članem mirna, skromna, tiha, če je treba za sobriha. Dani mali se smeji, vedno, ko pogladi dobi. Mitja, Čopič, barve trepaleta in podoba je zadeta. Primož pravi junak, pot, a od deklice ljubljen brez konca in kraja. Ko je Klavdija slave volje, postane klas vojno polje. Bojan vedno nekaj programira, se matematiki blamira. Tadeja in Mojca so šolki sta veseli, dolga leta brez prebira. Skupaj tičijo, osnovne skrivnosti nam ne govorijo. Kristjan z kuhalnico bo kar pletal, gleda ceste bi pometal. Težki glasbenik Nataša Res je vidna. Boštjan vedno naskrivaj pahlja se, učitelj je poznali. Za vse, kar si nam dal na žarke cvalati, dobrodelki ne moremo postačati. Te spominjam se srečnih dni, ko skupaj smo bili. Šola čudno prazna je vsa, tu ni več 8. ker odhaja. Te spomina sreča in smeh, srce slovesja v oči nam ostaja. Adio tavča roje priznej promet, goodbye paski sine deka manet. Učitelji, hvala vam, da to ste dali nam. Adio tavča roje priznej promet, goodbye paski sine deka manet. Učitelji, hvala vam, da to ste dali nam. Drugi oče naprednega 8. Roke ste nas dobili, ko smo bili radovedni pionirčki in z leti smo se žrebili v neočakane mladince. Hvala vam za vse drobne trenutke, ki ste jih preživeli z nami. Nikoli jih ne bomo pozabili. Nismo bili vedno pridni, to da biste se borili za nas, kakor za svoje otroke. Želimo vam še več uspeha z naslednjimi generacijami in upamo, da bodo znali ceniti vaš trud, vsaj pol toliko kot mi. Hvala. Pozivam razrednika 8. B razreda. Morda je ta trenutek najtežji. Najtežji zato, ker se zdaj poslavljamo od vas, draga tovarišica, od vas. Ameno šoli, ko zdaj prodajamo krasi in ne pozabi dni, ko skupaj smo bili, morda
tej šoli boste vi orali največ ledino, tako kot ste tudi na osnovni šoli nekatere spremembe učnega načrta in predmetnika doživeli, ampak glavne šlo je, veliko ste se naučili, sedaj v gimnaziji pa v drugih oblikah srednjega šolanja, ki se seveda z letošnjim šolskim letom, se pravi s 1. septembra spreminja. Jaz vam seveda želim v imenu učenskega kolektiva naše šole, v imenu vseh delavcev, da bi bili tudi na tej šolah, kjer se boste sedaj vključili, pridni in pa prizadevni, vsej tako kot ste bili na naši šoli. Želim vam v zaključku, da bi se vam vse, kar ste si v življenju zamislili, skratka, da bi bili pridni, želim vam veliko sreče, zadovoljstva v vašem nadaljnjem šolanju in se različno.
Miha, ta živ in hudomušen fant, ni všel čaru pomladi. Mi starejši, mi iz 8. razreda, skozi obe si požvižgamo z rokami v žepi. Kaj nas begajate, punčke? Nič ne bom mi rekel, ker ne bom. A če koga drugega pogleda, požvižgam se na šolo. Prosili bi tovarišico pomočnica ravnatelja, da v naslednjem šolskem letu da 7-šolcem sestavi urnik s prostimi urami za skrivna snidenja. Mogoče prav je, ko bi vsak spoznal, da za življenje le kdor sam živi. Da le takrat bo človek cel ostal, če komu sebe vsega podari. Samo to zvedel bo, kdor govori, pošteno in iskreno, vedno prav in le takrat, ko iščemo še mi, bo tudi nas lahko bodo poiskal. In glejte, že prihaja fantič, ki pravzaprav sploh ni fantič. Moramo reči, da že pravi fant. In če pomislimo, da mu je čisto zvesta spremljevalka violina, lahko rečemo, da se v tem fantu še veliko skriva.
sredo sva se seznanila, prej se nisva še poznala, v petek sva se zaljubila, ponedeljek sprla in ločila. Spet je sreda, vse povem, ko se zdaj sprehajam sam, nič bolj všeč mi ni, to vem, po teh letih poznam. Ko jo srečam, me je sram, žvižgam, gledam kam drugam, kaj mi mar se zaterjujem, a za njo še dolgo, dolgo pogledujem. Vsak nosi v sebi mnogo skritih želja. Nekdo jih lahko izrazi z besedami, nekdo se prepusti glasbi, igranju ali poslušanju, nekdo steče v naravo, ker išče lepoto človeka in narave. Da uživaš mladost, se nasmehni in mu reci, ni vedno lahko biti mlad, pa vendar je mladost le ena sama in hitro mine. Tako je namreč s to zadevo. Mladost je pač mladost. Politično uhaja v levo, spotakne marsikakšno evo in sika zlajnanih napevov, čez jarek skače, kjer je most. Najbolj strižena, najbolj lasata, mladost je pač mladost. V svet noče skozi tista vrata, izpoznejoče žata. Mladost, bodočnost naša zlata, čez jarek skače, kjer je most. Naj nam ugaja ali ne ugaja, mladost je pač mladost, bolezen, ki prekratko traja. In tisti, ki jo najbolj graja, skrivaj se rad gledin garaja, čez jarek skače, kjer je most. Ah, zrelost modra in blaga, mladost pa je mladost. Noben zaklad je ne odvaga, nobena sila ne premaga. In če še tako od vraga, je boljša kakor stara kost. Zapojmo torej stari in mladi, mladost je pač mladost. Uprimo stari se razvadi, imejmo se vsi skupaj radi, vsi stari, mladi kameradi, saj to najvišja je modrost. Nekoga moraš imeti rad, pa čeprav trave, reko, drevo ali kamen. Nekomu moraš nasloniti roko na rano, da se važno nositi bližinko. Nekomu moraš. To je kot kruh, kot požirek vode. Moraš nasloniti svojo roko na rano.
Nekomu moraš dati svoje drzne ptice san, svoje plašne ptice na moči. Nekje vendar mora biti za njih gnezdo miru in nežnosti. Nekoga moraš imeti rad, pa čeprav trave, reko, drevo ali kamen. Ker drevesa in grada vedo za samoto, kaj ti koraki vsele odidejo dalje, pa čeprav se za hip ustavijo. Ker reka ve za žalost, če se le nagne nad svojo globino. Ker kamen pozna bolečino, koliko težkih nog je že šlo čez njegovo nemo srce. Nekoga moraš imeti rad, nekoga moraš imeti rad, z nekom moraš korak, v isto sled. Od trave, reka, kamen, drevo, molčeči spremljevalci samotnežem čudakov, dobra, velika bitja, ki spregovori samo takrat, ko umolknejo ljudje. Malo truplo, velika glava, to je naša Maja Zala. Zlone mirna, skromna, tiha, če je treba, da so piha. Ta ali mali se smeji, vedno, ko jo po glavi dobi. Mitja, Čopič, barve ter paleta in podoba je zadeta. Primož pravi je junak, poje kakor korenjak. Sanjarjenje ni vesnina stvar, a za učenje ima velik dar. Gašper ni priden, včasih nagaja, a od deklic je ljubljen brez konca in kraja. Ker Klaudija slabe volje, postane klas bojno polje. Bojan vedno nekaj programira, se v matematiki blamira. Tadeja in Mocija so šolki sta veseli, dolga leta pri zboru peli, čeprav ena kruli, druga procvedi, vedno prijateljici sta veseli. Urša, Ana, Mira, vedno brez prepira, skupaj tičijo, o svoji skrivnosti nam ne govorijo.
Kristjan s kuhalnico bo kar upletal, le da ceste bi pometal. Težki glasbenik Nataša s svojim znanjem vse prekaša. Anja Lopič je prav pridna, skrb za šolo res je vidna. Boštjan vedno razkrivaj hahljase, učiteljem povzroča sive lase. Rado, njegova ljubezen sigurno je prav gotovo karate. Zoran v prvi klopi sedi, se nazaj obrača in smeji. Sošolcem jezik kaže, učiteljem pa pije kri. Davorin kar še peta, kadar je vprašan, pa nič ne zna. Praznik, naš 03. Vse učitelje jezi in živcem žre, čim usta odpre. Olga, Štajerka je prišna, sam naš glas je na novo prišla. Manuela, kaj bo s tabo, kot tvoj Engliš ni za rabo. Ko za ceno Janko se gori, jezik vrti za doktorji pri. Hajde. To smo torej vsi učenci od CDS. Zdaj pa še enkrat prisluhnite našemu pevskemu talentu. Danes se poslavljamo mi, iz šole bomo šli. Ne jokajte, res najbolj grozni smo bili, to da šlo je. Kar priznajte, še žal vam bo za tem 8. ostala tole redovalnica, a mi se bomo vas spominjali. Čeprav za neumnosti prvi smo bili, odstrani nam vedno, stavci krivi. Zdaj, ko gremo, da bomo povsod lepo višali. Za vse, kar si nam dal na žarkec, hvala ti, dobrote ti ne moremo poplačati. Ne spominjaj se srečnih dni, ko skupaj smo bili. Šola čudno prazna je vsak, ni več 8. ker odhaja. Le spomina sreča in smisel, zaslovi sa oči nam ostaja. Adio tavčarole, prizne in promet, goodbye paski sine, denka mamir. Učitelji, hvala vam, da to ste dali nam. Adio tavčarole, prizne in promet, goodbye paski sine, denka mamir. Učitelji, hvala vam, da to ste dali nam. Niko naj ne reče nam, da ni naša danih manj deklič. Če imeli boste vi tudi radio, še kemija ne bo tak za nič. Niko naj
govorimo na glas. V horoskopu se predstavimo, da čim prej to upravimo. Veliko je skupin, pri nas pa je vsak hin, če ni v nobeni od teh skupin. Zdaj pa začnimo, ker se s tem že mudimo. Oven. Oni so ljudje, ki zelo radi spijo. Odvisni so od razpoloženja, hkrati pa na nje vplivajo druge osebe. Okolica jih le redko razume in zato tudi redko ceni. Zelo se nagibajo v podobnosti in velikokrat so nagnjeni k umetnosti. In če ga poznate, morate vedeti, da to ni nihče drug kot naš Miha. Bik. Rojeni v znamenju bika imajo velikokrat probleme s slovenščino. Vse so nagnjeni k precejšnji lenobi. Včasih gredo za lenobo do skrajnosti, a jih slabo ocena kaj malo zgodi. Večkrat nenehno zbijajo šale, katerim se morajo smejati prav vsi. V ljubezni pa se njihova trdnost spremeni v mehkobo. Naši bikci pa so Igor, Renata, Mark in Vesna. Dvojčki so čudni ljudje, pripravljeni vedno pomagati. Velikokrat pa želijo izstopati, zato so se pripravljeni takoj skregati. Nasplošno pa so tihi in mirni. To pa je naša Simona. Rak. Rojeni v znamenju raka prime puberteta zelo močno, so dobrosrčni, velikokrat jih to poneselo višave, odkoda ne znajo na dva. Včasih so muhasti in trmasti, v stiski pa prijatelji. Rakov pa je zelo veliko. Bojan, Mateja, Barbara, Suzana in Goran. Lev. Levi so zelo direktni. Odlično se znajo prilagajati, so zelo odločni in vse življenje čakajo na veliko ljubezen. Živijo zelo razgibano življenje. Naš težki lev je pa Uroš Čučkovič. Device so rade v spredju, predvsem uživajo v hvali. So dobri prijatelji, ljubezen jih ne ponese predaleč, so zelo preračunljivi. Včasih pa živijo tudi v negotovosti in se nenehno pridružujejo v svoji usodi. Devičke pa so Sabina, Darja, Natalija, Peter Ježovnik in Tina. Tehtnica. Rojeni v znamenju tehtnice imajo zelo dolg jezik. Ne pustijo, da se drugi z njih norčujejo, takoj stopijo v proti napad. Ljubezen jih velikokrat ponese v oblake in potem potrebujejo veliko časa, da stopijo na trdna tla. In kdo so to? Mladen, Alenka in Metka. Škorpion. Škorpionov ni do vsakdanje lepote in želijo nekaj nemogočega. So zelo diplomatski, imajo pa dneve, ko so zelo zgovorni. Hkrati pa tudi razdražljivi in občutljivi. Naš škorpion je Ekart Peter. Strelec. Strelci se zelo navdušujejo za šport, znajo biti duhoviti, včasih pa ta duhovitost pripelje do skrajnosti. Imajo veliko prijateljev, čeprav med starejšimi niso priljubljeni. Naša strelca, ki streljata z očmi, pa sta Nataša in Saša. Kozorog. Kozorogi so v pogovorih zelo izzadljivi. Zanimivo jih je poslušati. Vedno uporabljajo svoje značilne besede. So širokosrčni, hkrati pa tudi svoje glavi. To jih dela probleme. To je naš Momer. Vodnar. Vodnari so zelo zaprti ljudje, a če jih spoznaš in stopiš na takšen vidik v svet, kot ga vidijo oni, si lahko z njimi dober prijatelj. Velikokrat pa imajo tudi svoje muhe, ki si jih težko razlagati. To so Simon, Matej in Uroš Lever. Ribi. Rojeni v znamenju ribi so zelo ravnodušni. Nikoli se ne razburijo, življenje jemljajo kot nepomemben pojem. Težko jih je razumeti, saj živijo v nerazumljivem svetu. Izkazati se znajo za zelo resne in se ne izogibajo težavam, ki jim stoje na poti. Naša riba oziroma ribek pa je Tomaž.
Prav lepo pozdravljamo našo prvo mamo Ado Rajk. Zdaj na vrsti učenci. Smo razred 27 učencev, ki niso skoraj nikoli slabe volje. Vseh teh 8 let nas je v slabo voljo spravljala šola, ocene, pouk. Toda bilo je tudi veliko drugih majhnih težavic, ki niso bile težave, a jih je vendar bilo težko prenesti. Eno izmed njih je bila ljubezen, ki je nastala vseh teh dolgih 8 let. In zdaj je konec. Ranjenih src bomo odšli in edin dokaz na njo bodo ostale besede, izrezljane v šolskih klopeh. Božiča Vesna. Iščem sprehajalca za mojega psa, medtem ko sem pri jazz baletu. Šifra Drog. Brumen Jože. Zbiram prostovoljce za fuzbalsko ekipo pod šifro. UEV. Sera Blegar. Teniški lopas zamenjam za 10 porno filmov. Šifra Danov. Cvetkovič Biljana. Iščem izgubljen čas. Šifra Gasilci. Dolinček Igor. Takoj stopim iz republiške reprezentance v zameno za jutranjo terapijo. Šifra Dobra terapeutka. Flisar Manja. Kupim dobro hranjenega žrebca, ki zna igrati na klavir. Šifra Dobro sedlo. Fraz Greber. Za 1 leto vzamem v najem mestni park. Šifra Prosto plezenje. Gašparič Valerija. Najame mestno knjižnico. Šifra Butalci. Puštin Simona. Iščem čarobno črnilo, ki bi mi pisalo domače naloge. Šifra Tintin Dohtar. Hanžič Edita. Organiziran tečaj hujšanja. Šifra Elemon. Herca Boštjan. Iščem 1-letno odpustnico, ker sem dobil službo v mariborski bolnišnici. Šifra Patolog. Jenčič Petja. Prodajam diploma iz tekmovanja z fizike. Šifra Mikročip. Kaučič Tadeja. Iščem delo kot raznašalka časopisa v redakciji revije Koš. Šifra Visoko dekle. Knap Aleš. Iščem dobrega mehanika za svoj domatik. Šifra Dobri človek z Rošpoha. Koren Katja. Kupim črnega Porscheja za prevoz smuči. Šifra Zelanom prihodnost. Pod Soledad. Iščem levega soplesalca pod pogojem, da ima 2 nogi in 2 roki. Šifra Pinge. Kuren Tudej. Ali kdo proda ali kupi 10 cm višine? Šifra rad bi videl preko teniške mreže. Letonja Robi. Celo leto naročim vroč kaj. Šifra Večerni užitek. Lukas Borut. Rad bi spoznal koražno deklico. Šifra Plašen fant. Novakovič Matjaž. Potrebujete zvestega prijatelja. Šifra Oster nož. Orlovič Mateja. Potrebujem dobrega izdelovalca trajen. Šifra Krznarič. Planinšec Rok. Kuham hrano s srebrnim sjajem. Šifra Vegeta. Senegačnik Simona. Iščete Mona Lizo, oglasite se v Parizu. Šifra Suha klobasa. Šerbet Vanja. Kupim stroj za izdelovanje sendvičev. Šifra Panika. Znov Blaška. Iščete gužvo sredi praznine. Šifra Dolg jezik. Zavednik Petra. Iščem dobro kozmetičarko. Šifra Madonna. Zavratnik Gordana. Kmetijstvo je prihodnost. Šifra Oman, šlamber cetva.
To so bili naši mali oglasi, sedaj pa se poslavljamo, zavedno, vsi vas imamo radi. Pozivam, tovariše razrednika, dragi gospod Jan, drugi oče naprednega 8. A. Roke ste nas dobili, ko smo bili radovedni pionirčki in z leti smo se prebili v neočakane mladince. Hvala vam za vse drobne trenutke, ki ste jih preživeli z nami. Nikoli jih ne bomo pozabili. Nismo bili vedno pridni, to da vi ste se borili za nas, kako za svoje otroke. Želimo vam še več uspeha z naslednjimi generacijami in upamo, da bodo znali ceniti vaš trud, vsaj pol toliko kot mi. Hvala. Pozivam razrednika 8. B razreda. Morda je ta trenutek najtežji. Najtežji zato, ker se zdaj poslavljamo od vas, draga tovarišica, od vas, ki ste nas vodili po tej šolski poti in nas pripeljali na njen konec. Vedno ste nam stali ob strani, se potegovali za nas, nas zagovarjali, čeprav smo bili včasih nemogoči. Veliko je bilo tudi naših neuspehov, vendar smo se z vašo pomočjo vse skušali popraviti. Vedno ste nas poskušali razumeti. Nismo se zavedali, kaj nam pomeni to, da imamo dobrega in razumevajočega razrednika. Tudi sedaj, ko vas počasi izgubljamo, se tega zavedamo. Radi se bi vam zahvalili vsega srca za vse, kar ste za nas storili v upanju, da ostanemo v spominu takšni, kakršni smo. Zato iskrena hvala, draga razredničarka. Draga naša tovarišica Švajger, kaj naj vam rečem zdaj, v koncu te poti? Bliža se zadnja postaja, mi bomo morali izstopiti, ampak na kraju vsega je začetek in vi se odpeljete tja. Odvrženi iz tople brezskrbnosti bomo še dolgo gledali za vami, se vas spominjali in vam dajali prav. Globoko v vaših besedah so bile velikokrat in skoraj vedno skrite vse drobne stvari, ki niso bile vedno odkrite našim očem, pa ste se vendar trudili biti trdi in neizprostni. Svoje čustva in misli ste hoteli zatreti in jih zakleniti pred nami, toda mar niste vedeli, da se za vašim obrazom skriva nežnost, tista blaga in krhka, ki je tolikokrat niste hoteli pokazati. In kaj naj vam rečem ob slovesu? Hvala vam za vse, kar ste storili. Imeli smo vas radi, morda tega niste mogli. Morda tega nismo znali, ne hoteli pokazati, tudi vseeno. Vedeli smo, da tudi vi čutite veliko do nas. Nismo vas vedno razumeli, tudi izkušnje nas delajo starejše. Branili se bomo z vsem, kar ste nam lahko dali in kar nam bo dalo življenje. Spoštovani vsi delavci šole, kaj poreče v slovesu vsem, ki ste nas spremljali ob 8-letni poti? Vsak izmed vas je prispeval drobec v mozaik našega življenja. Bilo nam je lepo, vemo vsi, da ne vedno. Vsak izmed nas bi želel stisniti roko slehega, vendar je to premalo za ves trud, ki ste ga dan za dnem vlagali, da nam bi bilo bivanje na šoli prijetno.
včasih smo se na vas jezili. Vse to je danes pozabljeno. Vsem iskrena hvala za strpnost, dobronamerne graje in vse tisto, kar smo čutili in česar smo se veselili. Hvala. Zdaj pa prosim tovariša ravnatelja in tovarišico pomočnico ravnatelja, da prejmeta v spomin od osmošolcev darilo za prodaj šoli. Pa bi se še rad iskreno zahvalil vsem učiteljem in mentorjem, ki so nam pomagali sestaviti to današnjo majhno slovesnost. Hvala. Dragi naši osmošolci, spoštovani starši, učitelji, dovolite mi, da vas danes ob tej slovesnosti in seveda v takem sestavu vse skupaj prav prisrčno pozdravim. Letos zaključuje osnovno šolo v 8. razredu 79 naših učencev. 8 let šolanja je za njimi. Vsi so vam povedali, kako je bilo v šoli, sproti, danes pa mogoče takšen povzetek napravili in mislim, da je bilo zelo zanimivo, koliko so vaši otroci, naši učenci v 8-letnem šolanju se naučili in seveda to svoje znanje tudi danes pokazali. Ostali bodo spomini na delo, seveda tudi na težave, ampak seveda težave bomo pozabili. Spomnili se bomo pa seveda vsega lepega. Spomnili se bomo na uspehe pri delu v šoli in pa tudi izven šole, na uspehe v interesni dejavnosti, ki so jih dosegli seveda naši osmošolci na najrazličnejših tekmovanjih, učnih in pa drugih oblikah v času svojega šolanja, se pravi skupaj 8 let. Veseli smo seveda, da je večina učencev dosegla lepe učne uspehe
No in če bi te rezultate mogoče malo vam posledoval, tako v 8. razredu je 8 razredu 24 učencev, 3 učenci odlični, 7 prav dobri, 6 dobri, 5 zadostni, 3 bodo pa še morali malo popraviti, tako da bi do 1. septembra tudi ti bili vse zadostni. V 8. B razredu je od 28 učencev 4 so dosegli odlični uspeh, 7 prav dobri, 9 dobri, 5 zadostni in vsi so izdelali 100% uspeh pri sedaj. V 8. C razredu 27 učencev, 7 odlični, 5 prav dobri, 5 dobri, 7 zadostnih, 3 bodo pa morali do septembra še popraviti. Tako, če bi skupaj rekli, v 8 letih torej je končalo 8. razred 79 učencev, med tem je 14 odlični, 19 prav dobri, 20 dobri, 20 zadostni in pa 6 na popravni izpit. Tako je sedaj že od zaključka pouka 92,4% učni uspeh. Lahko rečemo, da je večina učencev se zadevno učila vseh 8 let. Med njimi je 10 učencev, ki so imeli ves čas odličen uspeh, se pravi od 1. do 8. razreda, tem se da še prav posebne čestitke. Mnogi učenci so uspešno tekmovali na najrazličnih področjih, predvsem iz področji znanja, ki so se ga naučili v šoli pri različnih predmetih in pa seveda interesne dejavnosti in tukaj dosegali velike rezultate, lepe uspehe na občinskih, medobčinskih in pa tudi republiških tekmovanjih. No, seveda po vsakem delu sledi tudi nagrada. Večina učencev je te nagrade prijela od ključnega uspeha, to so lepa srečevala, no seveda med njimi pa seveda so bili nekateri še prav posebno prizadevni in uspešni in tem bomo danes od zaključku 8-letnega šolanja podelili tudi nagrade, priznanja in pa pohvale. No, nagrade prejmejo naslednje učenci, sicer Polimetka za uspešno delo v udeležni skupnosti, šolska organizacija in interesne dejavnosti. Herceg Natalija, prav tako za uspešno delo v udeležni skupnosti, šolska organizacija in interesne dejavnosti. Turinšek Igor za vsestransko prizadevnost in doseženo uspehe na različnih tekmovanjih. In Orlovič Mateja, prav tako za vsestransko prizadevno delo in doseženo uspehe na različnih tekmovanjih. No, diplome za odličen uspeh, se pravi, to so učenci, ki so bili ves čas, se pravi 8 let odlični, pa so naslednji. Krav Bojan. Lopič Anja. Ole Metka. Bogner Mark. Bogner Bojan. Kos Soledad. Senegačnik Simona. Genčič Petja. Šerbec Vanja. In Koren Katja. Priznanje še sprejme
Kraut Bojan za dosežene uspehe na tekmovanju mladih tehnikov. Pohvale pa prejmejo Kšela Urška za delo v Gresni skupnosti in dopisniških krožkov. Lopič Anja za delo v Gresni skupnosti in pevskem zboru. Indes Vesna za delo v gledališki sekciji in pevskem zboru. Sešnik Nataša za delo v dopisniškem krožku. Sešek Ana prav tako za delo v dopisniškem krožku. Pirš Mira tudi za delo v dopisniškem krožku. Kos Soleda, prav tako za delo v Gresni skupnosti. Šerbec Vanja za delo v Gresni skupnosti in interesne dejavnosti. Inče Senegačnik Simona za delo v Gresni skupnosti in interesne dejavnosti. Športna tekmovanja Katja Koren in priznanje Aleš Zdapov. Priznanje Kati Koren. In še priznanje Igorju Doliško. Generacije, ki jo danes spremljamo, ki jo danes, veliko se od nje postavljamo, da se tudi vam, v imenu učiteljskega zbora, presrčno zahvalim za sodelovanje z učiteljskim zborom, da se vam zahvalim vsem tistim, ki ste bili v organih upravljanja šole, v svetu staršev, svetu šole in pa tudi drugod, ter kjerkoli pomagali pri delu šole v različnih oblikah in seveda različne pomoči. Vsem iskrena hvala. Moji dragi naši osmošolci, dovolite mi, da vam sedaj po zaključku 8-letnega šole na šoli brata Polančičev presrčno čestitam za vse uspehe, ki ste dosegli. Čestitam vam, da ste zaključili šolo na naši šoli brata Polančičev in seveda vam želim v gimnaziji, ko bomo sedaj novo šolo imenovali, spremenjeno šolo, v tej šoli boste vi orali največ ledino, tako kot ste tudi na osnovni šoli nekatere spremembe učnega načrta in predmetnika doživeli, ampak glavne šlo je, veliko ste se naučili, sedaj v gimnaziji pa v drugih oblikah srednjega šolanja, ki se sedaj z letošnjim šolskim letom, se pravi s 1. septembrom spreminja. Jaz vam seveda želim v imenu učiteljskega kolektiva naše šole, v imenu vseh delavcev, da bi bili tudi na tej šolah, kjer se boste sedaj vključili, pridni in pa prizadevni, vsej tako, kot ste bili na naši šoli. Želim vam v zaključku, da bi se vam vse, kar ste si v življenju